pozdravljeni v debati, kakršne po mojem še niste videli. Jaz se pod woke ideologijo nisem nikoli podpisal. Če ljudje pač niso solidarni sami po sebi, potem je treba to solidarnost pa majčkeno zapovedati. Čim več te svobode, da si človek izbere način življenja. Nemških jedrskih elektrarn ni ugasnila Evropa, ugasnila jih je Merkel sama. Jaz se tudi ne strinjam z njo. Napuh je greh. Napuh ni v božjem načrtu ali pa v izvirnem načrtu. A je prav, da nekdo zasluži 1000-kratnik plače nekoga drugega? Tu se pa tudi strinjam s tabo, da nekdo reče, da Bruselj nekaj hoče. To je demagog in zavaja. To je samo nesposoben politik. Kar se je za naučiti iz teh praks realsocializma v prejšnjem stoletju, da se na silo ne sme in se ne da. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dragi prijatelji slovenskega časa, lepo pozdravljeni v debati, kakršne po mojem še niste videli ali slišali. Z nami sta dva izmed najvidnejših slovenskih politikov. Eden iz tako imenovane levice, drugi iz tako imenovane desnice ali desnega in drugi iz levega pola, če lahko temu tako rečemo, bomo videli. To sta Luka Mesec in Janez Cigler Kralj. Lepo pozdravljena. Tokrat se ne družimo v kakšnem razgretem ozračju slovenskega parlamenta, ampak med spokojnimi stenami galerije Družina in verjamem, da bo tudi naš pogovor malo globlji kot običajne polemike v slovenski politiki, kot smo jih vajeni spremljati na zaslonih. Šli bomo od samega začetka pa do najbolj konkretnih politik trenutne Slovenije. In pravzaprav želim najprej od vaju ugotoviti, kaj so tista osnovna prepričanja, iz katerih izhaja vse ostalo. Zato je tudi moje prvo vprašanje tako direktno in mogoče najbolj temeljno. In me zanima, kaj je za vaju smisel človeka? Zakaj je človek na svetu? Kaj je njegov namen? Mislim, da ima tukaj Janez lažji odgovor. Težko to rečem, ampak ja, pravzaprav ste začeli s temeljnim vprašanjem, ne? Ker to se vedno sprašujemo. Odkot prihajamo, kdo smo, zakaj smo tule. Jaz verjamem, da smo nekako utelešena ali pa materializirana oblika Božje ljubezni. To pomeni, jasno je, da smo tako materialni kot duhovni in tudi duševni, ne? In to, da smo na tem svetu utelešeni, pač kaže, da smo nekako po tej neskončni Božji ljubezni materializirani v ta svet. Sam verjamem tudi, da z nekim poslanstvom. Mogoče lahko rečem, da mi je bilo do zdaj razodeto, da pač z poslanstvom darovanja drugega. Jaz verjamem, da se človek lahko izpolni, če v tem telesu, ki mu je dano, v katerega je poslan z dušo in duhom, nekako uspe v tem življenju, ki mu je namenjeno, se darovati drugemu. Zdaj, a je to v eni skupnosti moža in žene, potem tudi, če jima je dano, nama je dano, se darovati najprej drugemu, potem za otroke, potem seveda, to je že, mislim, da Platon pisal o tem, otrok se ne rodi samo za družino, ampak tudi za narod, ne? In potem seveda tudi, da se ti narodi nekako medsebojno drugemu darujejo v svoji stvarnosti tudi za pač mednarodni mir in mednarodno skupnost. Upam, da je to nekako razumljivo predstavljeno, kako si jaz predstavljam ta smisel. Bi se strinjali s katerimkoli delom? Ja, mogoče, če najprej svoje razmišljanje probam strniti. Zdaj, ob tveganju, da bom zvenel nekoliko nihilistično, bi jaz začel z tezo, da a priornega smisla ni.
pa mi dovolite, da to razložim. Zdaj, kako si jaz predstavljam človeka? Človek je po mojem del narave, išli smo iz narave, v nas je narava, tudi človeška narava je pač narava, ampak odkar imamo jezik, smo dobili inteligenco in od takrat se čutimo ločene od narave oziroma se na nek način bojujemo proti naravi, celo proti lastni naravi. Tukaj noter pa v bistvu zdaj iščemo to svojo pozicijo, že tisočletja. Spomnimo se, ne vem, mogoče zadnjih 3 tisočletij, ampak ves čas iščemo svojo pozicijo in se sprašujemo o tem, kaj je smisel. V bistvu, zakaj smo tu, zakaj imamo dar mišljenja, zakaj imamo dar govora, kaj naj s tem počnemo. In mislim, da sproti skozi različne duhovne prakse, od filozofije, religije in tako naprej, iščemo odgovor na to. Mislim pa, da a priornega odgovora ni, niti dokončnega odgovora ni, ampak sproti ta odgovor ustvarjamo. Kako opredeljujemo smisel, pa v resnici, in tukaj bom jaz eno rdečo nit probal danes vleči, ni odvisno to kot vsakega posameznika, kot si danes zamišljam, ampak je v resnici odvisno od skupnosti, v kateri živimo. Jaz mislim, da je v bistvu skupnost tista, ki nas določa bistveno bolj, kot smo si danes pripravljeni priznati. Zdaj, če nima smisla človek, oziroma a priornega smisla, vsaj kako ga ima lahko skupnost? Ravno zaradi tega, ker je skupnost več od človeka. Mogoče, če tako razložim, skupnost vežejo skupna verjetja. To so bile človeške skupnosti vedno, ne? Mislim, da prva in najbolj naravna skupnost je bila rod. Se pravi, tam so nas najprej vezale sorodstvene vezi. Potem, ko smo to malo razširili, na večje skupnosti so nas vezale skupne miti in legende, ne, ki so si jih ljudje pripovedovali. V nacionalni državi nas veže skupen jezik. Se pravi, ne vem, midva se ne poznava, nisva v sorodu, ampak se čutva relativno blizu drug do drugega, zaradi tega, ker govoriva isti jezik, ker jaz lahko brez kakršnih koli ovir z vami komuniciram. In v teh skupnostih, danes so to po mojem v prvi vrsti nacionalne skupnosti, se postavljajo, oziroma se ves čas prevprašujejo in postavljajo norme. Ne vem, kaj je uspeh, kaj je smiselno, kaj je pravično, kaj naj ljudje počnejo, da bodo služili temu, kar je trenutno družbeno zaželeno, ne? In znotraj skupnosti se v resnici vse to, če smem grdo reči, programira. Se pravi, ko kot posameznik odločaš o tem, kakšna bo skupnost, v resnici odločaš tudi majčkeno o tem, kakšen boš ti sam. Se torej družbe formirajo izključno zaradi pač nekih naravnih danosti, ali je zadaj samo, ne vem, neka pogodba med ljudmi za to, da zamejimo neko zlo, ki je v nas, ali je tukaj spet odgovor mogoče tudi v ljubezni? Ne, sej je Luka zelo dobro povedal, ampak jaz gledam na to tako, ne. Skozi zgodovino se je iskal, bomo rekli, smisel in pomen našega življenja in združevanja v skupnosti na različne načine, ne. Sej vidimo, mislim, celotno, recimo, če gledamo prej Staro zavezo, Novo zavezo, celotno odrešensko pot, če pogledamo duhovno, ne, vidimo, kako je šlo to iskanje Boga. Iskanje Boga je za mene tudi iskanje smisla, ne, ker ti iščeš Božje razodetje o sebi, o svoji skupnosti in tako naprej. Mislim, Izraelci tu zelo negujejo to, bomo rekli, poslanstvo izvoljenega ljudstva, ne. In Luka je prej rekel, da narodi se na različne načine formirajo. Res je, ne? Vidimo tudi, da smo različne skupnosti, različni narodi, imamo malo različne ali pa malo različne kombinacije teh vezivnih tkiv ali pa formativnih
formativnih temeljev, recimo. Ne vem, Nemci so vedno prisegali na svoj rod, na kri. Pol vemo, da je to sicer s Hitlerjem šlo v neke destruktivne širine. Mislim, da tudi Izraelci, pa s tem mislim staro zavezno ljudstvo, je zelo dalo na rod, celo omejitev so imeli, poročanje in tako naprej. Ne vem, Slovenci smo izrazito skupnost, narodna skupnost formirana na kulturni, še posebej na jezikovni, na jezikovnem temelju. So pa verjetno še kakšni drugi narodi na kakih drugih, poglejmo Severno Ameriko, kjer je čisto neko drugo vezivno tkivo in jaz bi rekel, da vseeno skupnost ni samo priložnostno iskanje skupnih interesov ali pa čisto sam materialnega, ampak izhajam iz tega, da ljudje slej ko prej ugotovijo, zdaj eni to ugotovijo, ne vem, v najstništvu, eni to ugotovijo, eni to že nekako od rojstva se čutijo poklicane k nečemu, ne vem, zelo hitro, eni zgodnji odrasli dobi, potem v zrelih letih, eni tik pred smrtjo. Jaz mislim, da slej ko prej vsak človek spozna, da samo z darovanjem drugemu ali lahko rečemo tudi skupnosti, in s tem mislim in telesno, duhovno in duševno darovanje, samo s tem se nekako tako izpolni, da je potem celovito zadovoljen in zadovoljen in to že samo po sebi, to darovanje drugemu ali skupnosti vodi k formiranju skupnosti. In jaz mislim, da je to ena taka pot, ki je pač sicer absolutna in vedno, vsakič znova se potrjuje in vsakič znova se ponovno potrjuje skozi zgodovino in se bo še naprej. In mislim, da ni toliko fluidna v smislu, da bi pa lahko zdaj, da bojo pa skupnosti čist odmrle, recimo. Vemo, da ena ideologija, komunizem je celo učil, da bo država odmrla, da jo ne bomo potrebovali. Pa se to ni zgodilo. Nasprotno, sam je šel v svoje nasprotje in je še bolj utrdil državo. A vi vidite v darovanju neko izjemno ali pa presežno človeško zmožnost ali pa stvar? Ali je to nekaj, kar je spet samo pač del evolucije zaradi določenih... Ne, absolutno. Saj mislim, da v tem principu, kako beremo relacijo posameznik-skupnost, smo si v resnici katoliki in socialisti precej blizu. Ker nihče pač ne stavi na posameznik, ampak vsi stavimo na skupnost. Je pa res, da je ta skupnost drugače utemeljena. Katoliška skupnost, občestvo je utemeljeno v Bogu. Socialistična skupnost ali pa moderna skupnost, zato sem prej tudi začel z državo, je utemeljena na zamišljenih skupnostih. Pri čemer so, ko bi rekel, socialisti in liberalci zadnjih 200 let utemeljevali, da je tudi Bog, da si ni Bog izmislil nas, ampak smo si mi izmislili Boga, torej si lahko pač ustvarimo zamišljeno skupnost in nacionalne države so taka zamišljena skupnost. Tako, mogoče ta vikend sem poslušal Saint-Simona, on je bil eden od utopičnih socialistov pred Marxom, on je celo potrebo potem tako izrazil, je rekel, veste, ko bo znanost pokazala pač, da religija nima temelja, da ni pač osnovana na pač znanstvenih osnovah, kar bo pač v prihodnosti neizbežno postal pač nov družbeni temelj, bomo imeli velik problem, da se bo družba lahko pač čist ostala brez kompasa, se bo individualizirala, brez morale in zato mi potrebujemo nove oblike skupnosti in v tem smislu je predlagal socializem, znotraj katerih bomo pač te skupne gabarite vzpostavili. In mislim, da tudi, če gremo v krščanstvo gledati, saj ta stvar nikoli ni bila toliko jasna. Mislim, vse teološke razprave 2000 let že potekajo, kaj je Bog.
pa mislim, da ga lahko na zelo različne načine dojemamo. Ne vem. Protestantski bog je krut in ne odpušča, ali pa izraelski, katoliški bog, ali pa, če tako rečem, italijanski bog je odpustljiv, tudi precej toleranten do razsipništva. Latinoameriški bog ne zameri Marksu, tam sta lahko Biblija pa Das Kapital pač gresta z roko v roki. Tudi o tem, kakšen je obseg Boga. Tradicionalno katoliško pojmovanje je, da je Bog vse prisoten, vse veden in tako naprej. Meni je bila zelo zanimiva, ker sem bral Luisa Altizerja, on je sicer marksistični filozof, ki je šel iz katolicizma, je bil katoliško pač vzgojen, šolan in tako naprej, potem je pa šel v partijo, francosko-komunistično, in je rekel, da zaradi tega, ker poleg cerkve je bila to edina taka tako trdna struktura, da je lahko pač vanjo verjel in tam bil. Bolj na stara leta, ki je bil že, bi rekel, mal iz sebe, je pa gledal enkrat skozi okno in je pisal v tem esej, dežuje, in se je spomnil nekega predsokratnika, ki se je vprašal, kako je nastalo vesolje. Zdaj, današnja znanost pravi, da je z velikim pokom. Katoliška vera uči, da ga je Bog ustvaril. Altizer je na nek način, se mi zdi tako hotel, malo perfidno pač postaviti najmanjšo definicijo Boga, ki je rekel, vse se je začelo tako, kot pravi ta predsokratnik, atomi so padali vzporedno kot dež, dokler se je za malenkost ukrivil, in takrat se je pač začelo to vrenje, ki mu danes rečemo pač življenje, energija, Bog, če hočete. Skratka, hočem reči, tako kot so o Bogu ves čas žive debate, kaj točno je in kaj točno od nas pričakuje, tako imamo v zamišljenih skupnostih ves čas debate, kakšne bi morale biti, kaj pravično, kaj prav, da znotraj njih počnemo, in te dve stvari v resnici vidim kot zelo povezani. Mogoče, če tle se bom pa res ustavil, bom še enega marksista navedel, ki je zanimiv, ki je pa na stara leta šel v protestantizem, Božidar Debenjak, on je veljal včasih za starosto pač slovenske marksistične filozofije, še živ gospod. On je nekoč odgovoril, postavil si je vprašanje, zakaj rimskega cesarstva ni nadomestil socializem, če sledimo formuli socializem ali barbarstvo, in je rekel, pa sej ga je v obliki krščanstva. Zanimivo, bi pa jaz polemiziral s tem, da si nasproti postavimo krščanstvo ali pa katolištvo pa socializem. Se mi zdi, da teh dveh stvari ne moramo, ker krščanstvo je izrazito, kako bi temu rekel, duhovno ali pa versko razodetje ali pa vera. Socializem je vseeno, bomo rekli, družbeni pogled na ureditev družbe. Torej bi mogli najprej nujno vzpostaviti raven, da na isti ravni gremo. Torej, če socializem ni neka religija, vera, potem bi rekli, da ga lahko usporejamo ali pa primerjamo z družbenim naukom cerkve, recimo, ali pa krščanska demokracija, katere pripadnik sem jaz kot politika, je potem temelji na družbenem nauku cerkve, in tu to dvoje lahko nekako, se mi zdi, primerjamo. Zdaj, bi se strinjala, da je krščanstvo vera, socializem pa ideologija, ali bi polemizirala? Jaz izrazito tako mislim. Zdaj, ideologija, prej sva že imela debato pred snemanjem, ideologija v Sloveniji ima izrazito negativen predznak. Zdaj, ne vem, Luka socializem razlaga pozitivno. Ne vem, imeli smo Kocbeka, ki je ena, bi rekel, vsaj v našem krščanskem svetu ali po svetu krščanske demokracije, je kar tragična figura. Mnogi ga gledajo kot rekel, izrazito zavedenega, ki je verjel v neko višjo etiko in tako naprej, tistega povojnega obdobja, in potem tudi sam v žalosti zaključil s to utopijo. Gre pa za to, mislim, skupnost kot socialistična skupnost, kot, kako si že rekel, idejna, zamišljena skupnost, na drugi strani pa krščanska demokracija ali pa družbeni nauk cerkev zelo realna, zelo realistična skupnost. Kristjani sicer imamo božje razodetje, ki je bilo
mogoče ne vem, polemiziram s temi navedki, ki si jih dava, ne? Ki je stvarno in zelo različno skozi zgodovino. Tudi v stari zavezi Bog ni bil samo, kako bi temu rekel, neodpuščajoč strog sodnik, ki močno kaznuje, a ne? Ampak tudi v stari zavezi se je razodel recimo v pišu vetra. Ne? Vedno je bila obljuba odrešenja. Ja, in tudi v Novi zavezi se je zelo brutalno razodel recimo svetemu Pavlu, ne? Apostolu, preganjavcu kristjanov. Je padel, oslepel in bi lahko rekel, da je to kar tak brutalno razodetje. Pač jaz vidim, da tu je izrazito tudi podoba Boga vezana na osebno razodetje. Zdaj, objektivno gledano, ne, pa ne morem jaz kot kristjan, zdaj pa govorim kot kristjan, ne kot politik, ostati samo na ravni, da mi zdaj definiramo Boga, ne Bog nas. Zakaj? Zato, ker imamo toliko pojavov spreobrnitev, evharističnih čudežev, pri ljudeh, ki niso nikoli imeli nobene veze, ki ne poznajo zgodovine religije in vsega tega, filozofije in tako naprej, pa kar naenkrat srečajo Kristusa, živega Boga. In jim je to razodeto. In v tem smislu, zato sem rekel tudi, da gremo rajš na raven primerjave, ne vem, če že primerjamo socializem, potem krščansko demokracijo in idejo teh dveh političnih pogledov na urejanje družbe. To sem hotel na nek način. Ja. No, zdaj, vendarle je dejstvo, da je krščanstvo tako duhovno kot materialno. Ves čas govorimo o tem, da se je Bog utelesil, in da je tudi zakramenti, vse to so vidiki, ki posegajo v naš konkreten svet. In pa konec koncev cerkev kot občestvo, ki, lahko temu rečemo, mi verjamemo, da je Kristus jo ustanovil, ampak v vsakem primeru pa kot skupnost obstaja dobrih 2000 let. Pa me zanima to, ali lahko zamišljene skupnosti ali pa katerekoli skupnosti, ki nimajo, če temu rečemo, metafizičnega temelja ali pa absolutnega temelja, ampak izključno relativne, v smislu po nekem spletu naključij nas povezujejo te stvari, ali pa bomo ideološko pač verjeli, da nas povezujejo, ali lahko take skupnosti zares obstanejo? Ja, mogoče, če najprej malo polemiziram s tem vera pa ideologija. Socializem je ideologija, krščanstvo pa vera. Enkrat sem Jakobu Štunfom, se verjetno ga oba poznata, zdaj veleposlanik v Albaniji, drugače pa mislim, da je bil 3-krat v Vatikanu. Pri Svetem sedežu je bil. Enkrat sva malo polemizirala in sem mu nekako rekel, da je bil socializem zadnja religija v Evropi in me je on zelo pikro popravil, pa je rekel, zadnja zapovedana religija v Evropi. Tako da jaz mislim, da smo nasledi nečesa, kar govorimo. Bi pa tako rekel, zdaj skupnost, krščansko občestvo, na katerega se krščanska demokracija naslanja, ima 2000-letno tradicijo. In je v bistvu tudi tako, nasploh je utemeljena pač na tradiciji človeštva, ki seže skoraj kolikor daleč ga pomnimo. Kar je socializem poskušal narediti, in v tem je pa bolj podoben liberalizmu, pa je, da je videl to tradicijo kot utesnjujočo in si je poskušal zamišljati nove skupnosti. Se pravi, pač kako si lahko pa mi zdaj, če poznamo znanost, pa poznamo počela evolucije, pa iznašli smo tehniko, znotraj pač te nove svobode, ki jo človek pridobil, razvijamo nove oblike skupnosti. Zato mislim, da so bile te skupnosti tudi bolj kratkega daha, zaenkrat, ker načeloma je v svetu tako, kot je rekel Nikolas Taleb, on je nek filozof, ki je rekel tako, mi mislimo, da bo prihodnost, splošna predstava o prihodnosti danes je, da se vprašamo, kaj je novega in potem to pač raztegnemo v prihodnost. Ampak je rekel ravno obratno.
stvari in ideje niso tako kot ljudje. Pri nas človek, ko se rodi, pa ne vem, je star 40 let, lahko vidiš, približno 80 let bo živel, se pravi, še 40 mu ostane. Rekel, pri stvarih je pa ravno obratno. Starejša, ko je, bolj je robustna. V smislu, neka popevka, ki je en teden popularna na radiju, bo drug teden že pozabljena. Nek film, ki se gleda že 50 let, se bo še 50, neka knjiga, ki se bere že 2000, se bo še 2000. In pol je rekel, če pogledamo zdaj okrog sebe, pač mize, stoli, čevlji, to so vse zelo stare ideje, ki jih človeštvo uporablja že odkar ga pomnimo. Tako da v tem smislu hočem reči, starejše stvari so bolj robustne, novejše stvari so bolj krhke. In v tem smislu imamo pa tukaj, kako bi rekel, to razliko. No? Zakaj so bile socialistične ideje, ki so veliko mlajše, v praktičnih preizkusih do zdaj manj trajne, kot je uspela biti katoliška vera. Tako. Jaz bi še to dodal. Manj trajne so bile tudi zaradi tega, ker so pač na etičnem temelju padle, ne? Ker so bile zapovedana pravila. Katolištvo je bilo tudi dolgo časa. Tudi ne toliko katolištvo, ampak bomo rekli klerikalizem, ne? Je bil tudi v tem smislu zabloda, kot mislim, se je že Rimsko cesarstvo probalo z državno religijo in vidiš, da to pol v bistvu ne gre, ne? Da se to izrodi. In tu je na nek način, se mi zdi, bil podoben poskus, ne? In se je seveda sam tudi izkazal kot, če hočeš, družbeno evolucijsko neuspešnega, ker je pač najprej etični temelj porušen, ne? Čist odnos do življenja, ne? Verjetno se bo oba strinjala, ne vem, to, kar smo izkusili pač po drugi svetovni vojni, nas še vedno, bi rekel, tlači. Se mi zdi, da tu je že en kar širok konsens, predvsem tak intelektualni, duhovni, dosežen, ne? Da vseeno, ne vem, v skladu s poročilom Antigone, ne, vsakemu človeku pač ni grob, ne, in če življenje ni spoštovano od spočetja do naravne smrti, pade že ta temelj. In drugo, ko se krni svoboda, ne, ko je nekaj zapovedano. Torej, ko ti greš proti osnovnemu načelu svobode z majhno pisano, ker zdaj smo že toliko prežeti s to svobodo z veliko pisano, da včasih težko o tem govoriti, potem se, bomo rekli, nek politični sistem sam obsodi na propad. Zdaj, a je to po nekaj desetletjih, a je to po par stoletjih, ampak slej ko prej je minljiv. Zdaj, klerikalizem sam po sebi tudi ni mogel biti uspešen, ne? Zato ker je tudi krnil svobodo, ker je, bi rekel, krščansko idejo šel ne preko družbenega nauka in prekvašenja civilne družbe, ampak je šel preko sistema politike, ki ima pa drugo nalogo. Ne? Krščanstvo, moje krščanstvo, meni da vrednotni temelj, etični temelj, svobodo za, ne? Izrazito ne svobodo od, ne? Ker se mi zdi v socializmu, ali v tem pogledu se vedno človek osvobaja od nekoga. Ne? Je ideja osvobajanja od, ne? Tu pa svoboda za življenje, za darovanje, za drugega, za skupnost in tako naprej. Potem, če pa greš proti temu, če to zapoveš, pa spet greš proti tej svobodi. In je bila tudi to zabloda, ne? In je tudi sam v bistvu napovedal in že v DNK-ju imel svoj konec. Tako da se mi zdi, da je pač izrazito treba gledati na vpliv krščanstva na recimo potem idejo krščanske demokracije preko družbenega nauka cerkve, ki prekvasi civilno družbo, ne? Skupnost, ki je na teh temeljih, ki sva jih nekako oba omenjala, potem pa politika, jaz kot krščanski demokrat, sem pa tisti, ki prinese, bomo rekli, operativno varianto sprejemanja odločitev za to skupnost in vodenje te skupnosti. Seveda pa izhajam iz tega vrednotnega sistema, to je svoboda, pravičnost, solidarnost, spoštovanje
človekovega dostojanstva in tako naprej. Ne. Se mi zdi, da to so tisti temelji, ki določajo uspešno, na dolgi rok uspešno ali pa neuspešno družbo. In vse, ki se niso tega držali, so do zdaj neslavno končale. Okay, se mogoče, če lahko se odzovemo na to. Ne? Sej, tle v bistvu nismo še spregovorili o slonu v sobi. Ne? Ker če se pogovarjamo, da mora vse postati osebna izbira, in to je bilo v zadnjih 200 letih, kako bi rekel, to je bil glavni tok zgodovine, potem smo vsi v liberalizmu. In sem nas je zaenkrat peljala moderna. Ne? Je pa res, da pač kar se je za naučiti iz teh praks realsocializma v prejšnjem stoletju, da se na silo ne sme in se ne da. Ne moreš človeku vsiliti prepričanja. Ampak socialisti so bili tudi socialdemokrati. Od komunistov so se ločili med prvo svetovno vojno, razlika je bila pa ta, da so komunisti rekli pač z revolucijo in na silo, socialdemokrati so rekli z reformami in počasi. In v tem smislu pa mislim, da so bili skozi 20. stoletje ob liberalcih, socialdemokrati, dostikrat najuspešnejša politična sila, ker socialna država, kot jo poznamo danes, je dediščina te tradicije. In v današnji državi je v tem smislu veliko socializma, ki smo ga pa nekako vsi ponotranili in ga čutimo kot pravičnega. In to je konec koncev tudi, ne, če se pogovarjamo o stranki, katere del sem, to je tudi naša zaprisega in pot, da bomo iskali poti za ustvarjanje solidarnostnih skupnosti in tako naprej skozi reformiranje države, skupnosti, kot jo imamo danes. No in če skočimo mogoče en korak naprej, kolikor smo zdaj malo ugotavljali, danes država ne zapoveduje niti religije, niti kakšnega drugega prepričanja načeloma. Ne. Vseeno pa zapoveduje določene stvari, če ne drugega zapoveduje ravno to liberalistično prepričanje, da lahko vsak verjame, kar hoče. In ne vem, na bolj konkretni ravni pa pač zapoveduje davke, zapoveduje razne predpise in tako naprej. Je pa, ne vem, vsaj jaz imam tak občutek, da se v našem času to avtomatsko zaupanje, ki so ga imele zadnje generacije do takšne države, nekako krha ali pa celo ruši s tem nezaupanjem do elit, z širjenjem teh od teorij zarot do raznih odkritij in tako naprej, da se dogaja neko krhanje tega zaupanja. In me zanima, a mislite, da ima sodobna nacionalna demokratična država prihodnost za naslednjih 50-100 let v taki obliki, kot jo trenutno poznamo, pač glede na te trende, ki smo jih malo omenili? Jaz celo mislim, da je liberalizem kar fejst v zatonu. Ne? Če je bilo neko obdobje, ne pri nas toliko, ampak bomo rekli v razvitem zahodu, ne? Smo nekako mi iz tega, bi rekel, iz te utopije, iz komunističnega totalitarizma smo prešli direktno v neko potrošniški totalitarizem. Ne? Tu mogoče celo z Lukatom, ne vem, si dovolim tezo, da podobno gledamo na to, ne, da je to tudi na nek način škodljivo, ne, ker tudi družbeni nauk cerkve tu izrazito gre v drugo smer. Zdaj pa se mi zdi, da smo prišli zelo na hitro, smo prevzeli en totalitarizem udobja in teh prebojenskih ideologij. Tu pa imam mogoče kot politik največ trkov z recimo tvojo stranko, ne, Levico, ki pa se mi zdi, da je velikokrat nosilka teh idej prebojenskih, ki so na nek način, ki jih pa jaz prepoznavam kot tiste, ki ogrožajo to svobodo ki sem jo prej omenil, ki je za mene temelj, ne, ki pač zapovedujejo, kaj je politično korektno, kaj ni politično korektno, kaj je edino prav, kaj je prav misliti, kaj je narobe misliti, ne, kaj je dobro, kaj ni dobro in tako naprej.
Tako da tu se mi zdi, da demokracija pač ne zna več zelo dobro odgovarjati na te nove razmere. Ne? In seveda ni sam farsa, kot nekateri rečejo, da tam je to lutkovna predstava za ljudi, ampak mislim pa, da ima demokracija, vsaj po mojih opažanjih in ugotovitvah, resne izzive. V Sloveniji, ker smo pač še malo nezrela, nerazvita, še ne dobro razvita demokracija, ker tudi nimamo te kulture tako dobro razvite, se mi zdi, da so temeljni 3 izzivi, s katerimi se moramo soočiti. Dejansko ni neke prave in redne menjave oblasti, z leve, oziroma ali pa bomo rekli iz progresivne na konservativno in konservativne na progresivno. To je prvi izziv. Drugo, ker pač volivci so ozaveščeni toliko, kar so, jaz mislim, da slabo, je potem kvaliteta oblasti dokaj nizka. Ne? In zdaj moram reči, da sem izjemno kritičen, še bolj kot do recimo političnih akcij levice. Sem kritičen do političnih akcij recimo trenutnega predsednika vlade Goloba, ki spretno izkorišča to svojo pozicijo pa politično moč za to, da nekako demokracijo še bolj krni in dela dolgoročno škodo. In tretje, to sem pa že prej govoril, se mi zdi izziv te sodobnih demokratičnih sistemov je zanikanje temeljnih človekovih pravic, pravica do življenja, do svobode veroizpovedi, torej javnega izražanja veroizpovedi, do svobode govora, do svobode združevanja in tako naprej. Tu vidim te izzive, ne vem, če bo kar odmrla demokracija, bo pa treba najti neke poti, da se opomore in da začne odgovarjati na pojave sodobnega časa. To pa ne more skozi, ali pa samo skozi, in predvsem ne skozi politiko, ampak skozi civilno družbo in potem politika to podpre, s sprejemanjem odločitev in z vodenjem, tako sem prej rekel. Jaz se uvodoma ne bi strinjal v oceni, da je liberalizem v težavah. Jaz mislim, da liberalizem ni v težavah ravno zaradi tega, ker bo na nek način v njegovih osnovnih potezah vsi prisegamo. Se pravi, pa človekove pravice, osebna svoboda, pravica do izbire, tako naprej. To so pač vse liberalne postavke, postavke liberalno urejene družbe. Problem, ki ga imamo na Zahodu je, ali pa v svetu, ne toliko še na Zahodu, je z demokracijo. Liberalizem pa demokracija, bom si sposodil, skozi pozabim, kako se piše, se bom spomnil. Teoretik Weimarske republike je rekel, naš sistem Weimarske republike, se pravi pač medvojne Nemčije, je prišel v težavo. Zakaj? Ker je bila ustava postavljena na 2 nasprotujočih si silnicah. Liberalizem, ki ga on poimenoval kot osebne svoboščine, pa demokracija, ki je odločanje v skupnosti. Rekel pač, pri nas so osebne svoboščine pojedle demokracijo. Na demokratičen način se ne da nič več odločiti. Zato je pač takratna republika Weimarska po njegovi oceni prišla v težave. In jaz mislim, da na Zahodu imamo težave z demokracijo in njeno obličnostjo. Procedura je mati demokracije. Danes se demokracijo dostikrat pojmuje zelo tako, pač vse se sme in vse je mogoče. In pojmuje se jo zelo potrošniško, v smislu, sej nekdo je na oblasti, bo že izrihtal, pač meni za to ni nič treba narediti. Se pravi, podira se nam razmerje med posameznikom pa skupnosti, oziroma med posameznikom in njegovo odgovornostjo do skupnosti. Tukaj noter imamo težavo in tle noter bomo morali pač na obeh straneh političnega pola iskati odgovore, kako okvir demokracije spet postaviti, da bo ta lahko delovala, da bodo ljudje z njo zadovoljni. Ker danes smo v paradoksni situaciji. Ljudi vprašamo, v Sloveniji ste zadovoljni. 9 od 10 jih reče ja.
kar pomeni zadovoljni so s sedanjostjo. Ko jih vprašamo, ste zadovoljni z politično sliko v Sloveniji, jih bo pa 7 od 10 reklo ne. Kar pomeni, niso zadovoljni z prihodnostjo. In z prihodnostjo, kot se slika, pa v tem, pač kako se v tej prihodnosti odloča. Torej, ta demokracija bo rabila nek nov okvir, ki ga bomo šele morali najti. Kar se sveta tiče, jaz mislim, da se trenutno postavlja zelo tako, kot je bilo med hladno vojno, kar je na nek način klasična postavitev, ne. Če gremo na Kitajsko, jaz sem govoril s Kitajci, sem jih vprašal, pri vas kdaj imate javno debato? So rekli ne. Pri nas je debata samo v stranki, v partiji. A je pri vas zaželeno, da politik zna govoriti? So rekli ne. To pri nas pomeni, da se politik pač ven meče, ne. Se pravi, tam imajo strogo pač partijsko organizirano in družbeno pogodbo, kako v Rusiji ne ukvarja se s politiko, pa se politika ne bo ukvarjala s tabo. Na Zahodu imamo v bistvu precej obratno sliko temu. Tukaj imamo pa zdaj vsi socialna omrežja, vsi imamo svoje mnenje, vsi smo, če ne v dopoldanskem, pa popoldanskem času, pač tudi malo politiki, tudi javno, ne samo več na šanku. In tle noter mislim, da imamo en tak, kako bi rekel, eno novo polarizacijo sveta, pri čemer nas pa vse skrbi, da bo to kaotično stanje, ki ga trenutno vidimo na Zahodu, se lahko sprevrže v kaj iliberalnega. In samo v tem smislu je mogoče liberalizem v težavah, ne bi pa rekel, da je zares v težavah, ker smo preveč vzgojeni v tej tradiciji, da bi lahko kar čez noč zginila, če se vrnem na eno od prejšnjih poant. In mislim, da preden jo nadomestimo s kakšno drugo družbeno obličnostjo, je treba v tem prekleto dobro razmisliti, ker če se lahko kaj iz prejšnjega stoletja naučimo, je, da nas tudi alternative morajo skrbiti. Zato bi mogoče jaz dodal, da bi kar dodal vodo na svoj mlin, da ravno konservativne ideje, ne, ki pač so konservativne ravno v tem, da preizkušene stvari, ki delujejo, ki ohranjajo stabilnost, red, varnost, predvidljivost in omogočajo nek, bomo rekli, osebni in skupnostni razvoj, da te ideje lahko dajo dobre odgovore tudi za prihodnost. Mogoče smo preveč iskali vedno neke nove stvari, v Sloveniji ekstra iščemo nove obraze in vse nekaj na novo, ampak jaz mislim, da ravno konservativna politika ali pa skupek idej lahko da dobre odgovore na to, kar pač zdaj svet potrebuje. Je pa res, da in mednarodno in, če smo malo bolj konkretni, tudi v Sloveniji, se mi zdi, da novodobni populizmi pač povzročajo ta razkol, ne. Tudi to tkivo, ki nas veže, razdirajo, zato ker na čem temelji populizem? Na dobrih naših, ne, in na grdih drugih, ne. Recimo, če tu Goloba skušam malo izpostaviti pa razgaliti, ne, so grdi kapitalisti, ne, in on socialno čuteč, ki bi pač rad dal božičnico, ne. Ampak pazite, on je en najbogatejših ljudi v Sloveniji, ne. Torej, zanimivo, ne. Potem imaš grde zasebne zdravnike oziroma tiste, on jih je celo zmerjal, dvoživke, ne. In potem dobre, ki pač so tiho in delajo v javnem sektorju. In še več takih populizmov je vrženih v našo družbo in mislim, da je tudi mednarodno smo tu priča takim pristopom, ki pa, jaz bi celo rekel, da nas vodijo v razmere, ki so bolj napete in bolj nevarne kot pa čas obdobja hladne vojne, ne. Ker tam je vsaj nekako dvoblokovsko ali pa dvopolno bilo nekako približno neko ravnoteže, zdaj je pa to šlo v neko nestabilnost sistemov. Se mi zdi, da so redki, ki gledajo pozitivno na razvoj dogodkov mednarodno, ne. Postaja zelo nepredvidljivo vse skupaj.
Tukaj me zanima mogoče, kako se dejansko kot politika ali pa člana političnih strank opredeljujeta na celem tem polu. Kaj je sploh danes še ločnica med levico in desnico? A je to dejansko neko razmerje med skupnostjo in posameznikom? A je to predvsem vprašanje tega, dokot seže država? Prej je bila izpostavljena recimo tema, kako je levica danes tako pri nas kot širše neka glavna glasnica prebojenskih idej, če jim tako rečemo. A se vam recimo ne zdi, da je ravno to tista hiperindividualizem, v bistvu liberalizem na steroidih, ki dejansko vse prej kot gradi skupnost? Jaz se pod woke ideologijo nisem nikoli podpisal in vedno sem gledal na način, kako, oziroma iskal način sodobnega socializma, kako pač utemeljevati skupnost. To je pač meni nekako vodilo v iskanju. Tudi ko smo šli v to vlado, smo kaj rekli. Naši trije temeljni projekti so, da vzpostavimo dolgotrajno oskrbo kot novo obliko družbene solidarnosti, da vzpostavimo stanovanjsko politiko kot nov steber socialne države in družbene solidarnosti in da iznajdemo način za pot ekonomski demokraciji, kar pomeni vključevanje zaposlenih v lastništvo, da bodo tudi sami postajali tudi lastniško pač del podjetij, v katerih delajo. Ker če se pogovarjamo o svobodi, ponavadi se govori tako, država je tista, ki poraja nesvobodo, omejitve in tako naprej, trg je tisti, ki poraja svobodo. Zdaj, odvisno za koga. Za podjetnika mogoče, za zaposlenega je pa tako, v državi lahko se odloča, ko pride v podjetje, klasično podjetje, ne bom rekel, da so moderna še zmeraj taka, je moral delati po navodilih, ali pa v marsikaterem primeru pač mora delati striktno po navodilih, 8 ur in tako naprej in nima možnosti soodločanja. Tako da to je nekako to, če pač razložim našo politiko. Zdaj, kaj narediti z trenutno državo? Mislim, da imamo tukaj pa kaj razlika med levico pa desnico. Desnica išče odgovore v tradiciji. Levica pravi, družbeni pogoji se spreminjajo in znotraj teh pač družbenih pogojev je treba iskati odgovore. To je naš odgovor. Se pravi, nimamo dokončnih odgovorov, nimamo kako bi rekel, pač recepta, kaj bo ta socializem čez 50 let, ampak gledamo, kje se da skupnost, ki obstaja, utrjevati in dograjevati. Žal se bi rekel, razlika med levico in desnico v Sloveniji še vedno temelji na dogodkih med pa po drugi svetovni vojni. Meni je to zelo žal in ni v redu. In je to samo zato, ker pač se to ne razreši in se ne pokoplje vseh mrtvih in spoštuje človekovega dostojanstva čisto vsakega človeka. To je prvo. Drugače pa zdajle lahko rečem, mogoče ravno med najnima strankama je, bomo rekla, ideološka razlika kar precejšnja. In sicer že v vlogi in količini, kako bi temu rekel, moči države. Koliko naj država posega v skupnost. Mi, konservativci, krščanski demokrati, pač verjamemo, da naj se ljudem da čim boljša možnost, da formirajo skupnosti, ki sem jih že prej naštel. Najprej, ali če se odloči za samskost, ali pa skupnost, moškega in ženske, moža in žene, potem družine, potem si ti tudi že čisto na začetku rekel, rod, narod, mednarodna skupnost. Torej, tu najprej čim več te svobode, da si človek izbere način življenja, potem vzgoje otrok, kakor ga želi v skladu s svojimi vrednotami in tako naprej. Država pa naj tu bo v vlogi podpore temu.
ne, te odločitvi, podpore, da čim lažje dva ali pa eden ali pa dva ali pa potem družina živijo, da si čim lažje ustvarijo skupnost, da začnejo tudi, mogoče, ne vem, ker mi gledamo na temelj gospodarstva tudi ta družinska podjetja, podjetništvo, mali podjetniki, obrtniki in tako naprej. Ne. Potem drugič, država naj podpre starše, ker pač v sedanji realnosti, ko vsaj v Sloveniji se lahko pohvalimo, oba spola veliko se angažirate na trgu dela, torej delajo, ponavadi moški in ženske, in Slovenci smo prav občudovani zaradi tega, ker imamo nek tak sistem na trgu dela vzpostavljen, da je največ mater, je res, še vedno verjetno, največ mater z otroki, ki so hkrati tudi zaposlene. Ne? In je to nek sistem, ki relativno dobro funkcionira, torej država naj podpre. Ampak zakaj je to recimo nekaj dobrega? Ja, zato, ker ustvarjaš vzdušje, ki preventivno že in pa potem v podpornem smislu ljudi, predvsem mlade v rodni dobi, odvrača od strahu pred izgubo standarda, možnosti kariernega razvoja, vsega drugega, če se bo odločil za življenje in za družino. Ne? Torej za to, da se daruje tudi za svoje otroke. In vidimo, da je demografija na psu in eden največjih problemov naše države, vsaj po mojem prepričanju in pa seveda celotnega zahodnega sveta. In če imamo tak sistem, vsekakor ne škodi k temu, da se za to odloča. Se ne zaradi tega, verjetno zaradi denarja in vsega tega se ne odločijo za otroke, so druge vrednote od zadaj in tako naprej, ampak država naj bo tu podporni člen. Pa da ne bom predolg. Torej, vloga države in moč države, kam, jaz mislim, da tu imamo, Levica, verjetno, mislim, kakor vidim, tudi v vaših političnih akcijah, se zavzema za več, za močno državo. Ne. Mi pa za čim manj države, ki pa temelji na svobodi, pravičnosti, solidarnosti, varnosti. Pravičnost pomeni izrazito, tu ne vem, če smo skupaj, mislim, da nismo. Pravičnost po naše pomeni izrazito podpreti uspešnega, tistega, ki pa noče participirati in to pa ne podpirati. Ne. Tu mislim, da je pri vas malo drugačen, bolj kolektivistični pogled, vsem enako, pri nas se pa reče enake izhodiščne možnosti in potem razvoj posameznika tudi v skladu z njegovo odgovornostjo. Seveda pa najšibkejše, to pa solidarnost, tiste, ki ne morejo prispevati, ki ne morejo poskrbeti, ki ne morejo, delati in tako naprej, pa seveda je treba poskrbeti. Varnost, človekovo dostojanstvo od spočetja do naravne smrti, tu mislim, da so ključne razlike med konkretno levico ali pa socialisti in krščanskimi demokrati, NSI. Sem rekel, da liberalizem ni v težavah. Janez je pravkar opisal liberalni ekonomski program, to liberalističen ekonomski program. Zdaj, kar se tiče koga podpreti, pa moč države, tukaj smo mogoče celo bližje katoliškim načelom od vas. J.K. Chesterton, verjetno ga poznate, je rekel, odkod izvira moč cerkve. Je rekel, cerkev je močna že 2000 let zaradi tega, ker ni gradila na močnih, ampak ker je gradila na šibkih, na izločenih, na ranljivih in od tam ven črpa svojo moč. In jaz mislim, da tudi država ali pa vsaka skupnost je toliko močna, kot so močni najšibkejši členi. Moramo zanje poskrbeti in jih vključiti. Druga stvar, kjer se po mojem zelo ne strinjamo, na levi in na desni, je ekološka politika. Tukaj vem, da je desnica zelo kritična do zelene politike. Jaz mislim, da je zelena politika način, kako bo človeštvo še nekaj časa preživelo. Ker če sem začel s tem, da smo del narave, pa da smo že nekaj časa iskali v boju z naravo svojo svobodo, tukaj smo šli čisto predaleč. Mislim, ljudje smo od takrat, po mojem je bil ključna točka, ko smo začeli razumeti evolucijo vzeli v svoje roke. In evolutivni proces od tam naprej ni več naraven, ampak ga ustvarjamo ljudje, s tem, da se evolutivno razvijajo naši stroji, naša tehnologija.
Ta pospešek je pa postal tako hud, da ne samo, da smo blizu tega, da nam bo vse skupaj zraslo čez glavo, sploh z umetno inteligenco in tako dalje. Vprašanje je, kdaj, če ne že, je človek postal privesek stroja, ne pa obratno. In drugo, koliko časa lahko s takim pospeškom še delujemo, ne da bi uničili planet, na katerem smo. Pa to niso, kako bi rekel, Kasandrine napovedi. Mislim, saj trenutno vrenje v svetu ima veliko zveze s tem, da zmanjkuje virov, da se organizirajo globalne verige, ki pač ekstrahirajo vire tam, kjer so še. Afrika je trenutno, vemo, kdo je tam najmočneje prisoten, in da nas to tako varnostno kot pač povsem bivanjsko začenja ogrožati. To se bo zgodilo, mislim, to je pač stanje, v katerem smo. Luka je dal dober izziv, ampak moram polemizirati. Pri ekologiji smo mi zelo zavezani k trajnosti, ekološkemu zavedanju, varovanju narave in tako naprej. Narava je naše stvarstvo. Zdaj v soboto je bil god svetega Frančiška. Sveti Frančišek je utemeljitelj te, bi rekel, božje narave našega stvarstva. In mi smo že po definiciji, pač ker je narava božje stvarstvo, vezani in zavezani k temu, da nastopamo in živimo in smo v tem svetu ekologi in ekološko trajnostno pristopamo k življenju. Je pa ena razlika. Mi imamo tudi jasno pozicijo, hierarhično pozicijo v tem stvarstvu, da je človek krona stvarstva. To pomeni, da vseeno človeku je dana možnost, celo zapovedano mu je, da gospoduje vsem tem stvarem. Dober gospodar je pa vedno tudi odgovoren gospodar, ki gleda na to, da bojo ne samo zdaj in tukaj, ampak tudi prihodne generacije imele nekaj od tega. In v skrbi za stvarstvo pa vseeno ne moremo pristajati na nek, bomo rekli, zeleni ali pa ekološki aktivizem in terorizem, ki na nek način lahko ustavlja in krni človekov razvoj. Vidimo vseeno tudi pozitiven vidik tehnološkega razvoja, ki pripelje tudi do novih tehnologij, ki pripelje do tega, da se zdaj raziskuje bakterije, ki bi predelovale plastiko v penicilin, sintetizirani penicilin oziroma druge vrste, recimo, ne vem, zdravil, ali pa da se vsaj plastika, s katero smo zasuti in je to žalostno in vpliva na vse, tudi razgradi. Drugo pa je, ko si rekel, da sem jaz razložil liberalen program, ne bo čisto zdržal. Zato, ker vseeno, če je osnovna enota družina in družinsko podjetje in to podjetništvo, je to tako vezano po družbenem nauku cerkve na solidarnost in darovanje drug drugemu, da je veliko močnejše od klasičnega liberalizma in da je tudi omejeno z bomo rekli, temi zapovedmi solidarnosti, poskrbeti za uboge in tako naprej. To ni odklon od skrbi za uboge. Nasprotno, to je lahko najboljša skrb za uboge. Če imaš ti temelje gospodarstva, družinskih podjetjih in obrteh in tako naprej postavljene, potem lahko tudi zagotoviš eno trajno skrb za uboge, če hočeš, ki se kaže potem skozi dolgotrajno skrbo, skozi socialni sistem in tako naprej. Vsekakor smo pa zelo, zelo nerazumevajoči do teh, ki so zdravi, dela zmožni, pa nočejo prispevati, ampak bi raje izkoriščali socialno pomoč. Tu pa je naša kritika, recimo, vašemu pristopu, ki nekako pa gleda kolektivistično in da je treba vsem zagotoviti enak nivo, enake danosti. Mi pa trdimo enako izhodiščno pozicijo, potem pa je vseeno tudi osebna odgovornost
glede na tvoje zmožnosti, koliko prispeva. Tu bi polemiziral s tabo. Vem, ampak a je prav, da nekdo zasluži 1000-kratnik plače nekoga drugega? 1000-kratnik je zelo ekstremen, tega v Sloveniji ni. 100-kratnik? Jaz mislim, da 10-kratnik je sigurno upravičen, se nekdo tudi večji rizik. Vem, ampak danes se pogovarjamo o 100-kratnik. 100-kratnik, a imamo v Sloveniji, da nekdo 100-kratnik minimalne plače, recimo, če je minimalna plača minimum, ne? To je 100 000 na mesec, mislim, da ga ni. Ne? Finančni minister mi je povedal, da je SP, ki je lani se registriral v sistem, pa potem izstopil zato, da ne bi izgubljal denarja s plačevanjem prispevkov. SP, ki je največ na ta način zaslužil, je zaslužil 4 milijone evrov. Koliko je pa plačal davka? Oziroma, 5 milijonov evrov je zaslužil, 1 milijon davka je plačal. Ampak on je zaprl SP zato, da pol ni več prispevkov plačeval. Skratka, pogovarjamo se o enormnih razlikah. Ampak to je ekstremen primer in ti veš... Ampak to je bilo v Sloveniji, to je bilo v Ameriki. Ampak ti veš, da je to potem izziv za nadzor, pa ukrepanje v takih primerih, če je sistem izigran. Sicer pa nekdo, jaz bi si želel, res sem veren kristjan in zelo mislim, da socialno čuteč, in to je tudi, bi rekel, po moji veri, osebni veri, moja drža, ne? Ampak jaz bi si želel čim več takih uspešnih, ki zaslužijo 4 milijone, saj oni prispevajo potem tudi toliko, da lahko mi vzdržujemo sisteme, kot so dolgotrajna oskrba, kot socialne službe in izobraževanje, predšolska vzgoja in tako naprej. Če mi nimamo teh ljudi, ki ustvarjajo in prispevajo, seveda v skladu z našim dogovorom družbenim, potem imamo kot družba šibkejše temelje tudi za prihodnost. Jaz imam tukaj blazen problem. Mislim, da klasično se tako nekako pojmuje v 19. stoletju v Ameriki, ali pa tudi pri nas, se lahko greva tukaj čez reko pogledati v Rogu. Rog je bil tovarna, ki je imela okrog obzidje, znotraj tega obzidja je imel tudi lastnik svojo vilo. Skratka, on je živel tam s svojimi delavci. In te stari kapitalisti so potem tudi vlagali v skupnost, ne, pa v knjižnico, pa v šolo, pa v to društvo in ono društvo in tako. Danes, ko se pogovarjamo, mislim, se lahko po občinah vprašamo, ko pridejo kakšni Kitajci investirati, tam je tako, dajo 50 000 gasilcem, ne, zato da nekaj vložijo v skupnost. Naši, jaz poznam veliko ljudi, ki so zelo bogati, pa praktično ničesar ne dajo v skupnost. Kupujejo si luksus. In jaz imam do tega velik problem. In če ljudje pač niso solidarni sami po sebi, potem je treba to solidarnost pa majčkeno zapovedati. In tukaj jaz vidim pač vlogo države. Mora skrbeti za to, da razlike med ljudmi ne postanejo prevelike in mora skrbeti za to, da se pohlep nekaterih ne razpihne preko vseh razumnih meja, kar je stanje današnjega sveta. Ampak Luka, naša država zdajle pod to vlado, v kateri sodelujete, vzame že tistmu, ki zasluži 3-kratnik ali pa 4-kratnik minimalne plače, mu vzame že praktično polovico tega, kar je zaslužil. Meni se pa to zdi prenormirana oziroma pretiravanje v obremenjenosti prihodka iz dela. Ne? In tu pa se razlikujejo. Jaz mislim, da bi morali sisteme nastaviti tako, da ekstremne, tiste, ki izkoriščajo, ki zlorabljajo, ki se skrivajo pred zakoni, ki bi mogel sistem delovati tako, da se jih hitro odkrije in tudi učinkovito sprocesira, ampak govorijo pa o teh ljudeh, ki se zelo trudijo, ki na svojem telesu delajo, govorijo o frizerkah, o vulkanizerjih, govorijo o zaposlenih v fabrikah, ki so za tekočem traku in tako naprej. Ampak vsak, ki bi prebil neko minimalno pa povprečno plačo, je pol že toliko obremenjen, da se počuti preveč izčrpanega za to, kar mu je zapovedano, da more od svojega zaslužka dati. To se pa meni ne zdi prav in nam, krščanskim demokratom, tudi ne. Drži, ampak do tega smo prišli zato, ker je zdaj srednji razred tisti, ki financira celo državo. Medtem ko
se je kapital našel poti, da se obdavčitvam izogne. Saj imamo povsod okrog davčne oaze, v Evropi imamo prost pretok kapitala, kar pomeni tudi premoženja. Imamo države kot sta Luksemburg in Malta, ki blokirata kakršnikoli dogovor pač v Evropi o skupni pač minimalnih davčnih standardih. In pač tisti, ki si to lahko privoščijo, se izmaknejo plačevanju davkov. Tisti, ki se ne morejo, pa morajo zdaj pač nositi celo breme financiranja države. Tukaj je ena temeljna nepravičnost na delu. Lej, oboje je. Tu se mislim, da celo sva blizu in se bi rekel, v nekem delu strinjava, ampak jaz mislim, da je naš sistem, davčni sistem pa prispevčni sistem tako zastavljen, da je preobremenjujoč za posameznike, predvsem tiste, ki grejo nad povprečno plačo. Srednji razred se s tabo strinjam, ampak imamo pa tudi en problem, ker je zaradi te obremenjenosti, v bistvu je tako otežen, da tudi imamo velik problem s srednjim razredom, ki nam izginja. Zaradi tega. In tu bomo imeli velike težave, če ne bomo prišli z davčnim pa prispevčnim sistemom nasproti ljudem, v smislu, da bomo vseeno bolj privlačni tudi za tiste, ki več zaslužijo. Še enkrat, da ne bo pomote, zakonito in v skladu z vsemi dogovorjenimi pravili. Ok, se tukaj mislim, da sva se izmenjala stališča, bi pa še malo polemiziral z okoljem. Prej si Janez rekel, da je Bog človeku dal gospodstvo nad stvarstvom. Zdaj jaz na to gledam tako. S tem se na nek način, s tem, ko smo si ljudje začeli govoriti, da je to tako, se je ustvaril tudi ta napuh, da smo mi gospodar stvarstva. In ko smo zares postali gospodar stvarstva, smo postali zelo neodgovoren gospodar stvarstva, kar trenutno smo. Se nam govorijo vsi alarmi, da smo v petem največjem izumrtju, pač odkar Zemlja obstaja, da nam razpadajo celi ekosistemi, da ne vemo pač, kako bo na Zemlji čez 100 let, če bomo nadaljevali tako, kot delamo. Ampak vsak poskus dogovora, da bi začeli delati kako drugače, vidimo kot blazno omejitev naše svobode, predvsem pač naše svobodne potrošnje. In tukaj mislim, da bomo morali, ne glede na politično barvo, ugotoviti, da kot gospodar ali pa kot nekdo, ki ima vlogo, da gospodari stvarstvom, nosimo tudi odgovornost do tega. Vsekakor. Jaz mislim, da si zdajle zaključil si čisto v skladu z mojim prepričanjem. Napuh je greh. Napuh ni v Božjem načrtu ali pa v izvirnem načrtu za človekovo gospodovanje stvarstva. Če je kot krona stvarstva človek, ki je dober, ki je odgovoren, ki je dober gospodar, poklican za gospodarja temu stvarstvu, je prva stvar odgovornost in v bistvu spet zapovedana v DNK-ju krščanstva ljubezen. In to je tudi v družbenem nauku cerkve in tudi v krščanski demokraciji. Ta neoprijemljiva vezivna entiteta, za katero verjamem, da je pa nepremagljiva. In tu napuh seveda skozi ogroža to. In z tega vidika jaz mislim, da imamo cilje podobne, ampak pot do tja ali skozi ekoaktivizem, ekototalitarizem, tipa Greta, ki sicer včasih opozarja na prave stvari, ampak način mogoče ni najbolj pravi, ali skozi eno poklicanost k odgovornosti, k samoomejevanju, k temu razsvetljenemu pristopu do biti gospodar, kar je prvi vrsti odgovornost in ljubezen. No, saj verjetno, če gremo tukaj, damo kakšen konkreten primer, ne vem, a bi pač v tem imenu zagovarjala zapovedi Evropske komisije glede avtomobilov z motorjem na notranje izgorevanje, pa pripetih zamaškov,
ali ne vem, to, da moramo kot družba pač sami sebe spodbujati k bolj odgovornemu ravnanju, pa manj, ne vem, uporabi večkrat uporabne embalaže in tako naprej, ali v čem tretjem, mislim tako, če damo kakšen primer. Ne, jaz mislim, zdaj, kar je pač zares politično škodljivo, je to. Nič se ni dogajalo, zares ne, pač teh podnebnih sporazumov, ki so jih podpisovali, ni nihče spoštoval. Potem se pojavi Greta. Greta mobilizira mlade po Evropi, zato da začnejo opozarjati na problem. Evropska komisija takrat to sliši in reče, ok, bomo mi izpeljali nekakšen zeleni Green Deal. Pol pa nastane problem z evropsko politiko, ki je, z Janezom sva oba sedela na evropskih omizjih in tam je tako. Komisija pride z eno tako veliko, lepo inicijativo, pol jo pa decimira najprej 27 ministrov držav članic, potem gre 750 poslancem, potem se pa vrne v trialog med komisijo, svet, se pravi pač ministre in poslance, ki morajo vsi dati konsenz. In pol se tako zgodi, da iz te lepe iniciative mal po mal pač reče Nemčija, za nas je to nesprejemljivo, Francija, za nas je to, poslanske skupine, mi tega ne podpiramo in na koncu ostanejo pač prilepljeni zamaški na flašah. To je problem. In dodaten problem je, da se je zdaj ta poskus sploh strani evropske desnice začel demonizirati. Kot češ, to ubija evropsko gospodarstvo, zaradi tega nas bodo Kitajci prehiteli, zaradi tega Evropa tone. Kar pomeni, pač kličete potem, da se moramo mi na celi črti odpovedati zeleni politiki, ker je naravno škodljiva. Ampak to po vašem ni res sploh? Ne, jaz mislim, da si mi kot skupnost, tokrat kot evropska skupnost, bi morali kot absolutno prvo prioriteto postaviti, da bomo mi postali prvi na svetu po tem, kako trajnostno gospodarstvo imamo in uporabiti človeško kreativnost, človeško iznajdljivost, če hočete usmerjati skupnost tako, da bo pač naše razmišljanje in naša energija šla tja. Kako se izviti iz tega gospodarskega klinča, v katerem smo, ampak način, da razmišljamo, kako bomo prvi postali v tem. Ker veste, kaj se zdaj dogaja, ne? Tudi Trump je to naredil, ne? Je povsem sestopil z tekme za zeleno gospodarstvo. Zdaj pa Kitajska postaja tista, ki je postala čez noč največji producent električnih avtomobilov in največji producent sončnih celic. Kar pomeni, da si tudi na tem področju pred nami pridobil absolutno gospodarsko prednost. Mogoče bi vseeno rekel, da se ne čisto strinjam s tabo, glede tega, kako gledamo na ta zeleni prehod v Evropi. Mislim, da se je Evropska komisija takrat nazaj na napačen način lotila. Če bi se ločila na način, kot si ti zdaj rekel, da išče najprej, kako evropsko gospodarstvo okrepiti na način, da bo skozi trajnost vseeno obstalo in ostalo tudi konkurenčno v globalnem svetu, ne? Potem bi to bilo dobro. Tako se je pa nekritično na začetku prevzel, rekel, levo-aktivistični pristop, recimo ukinitev dizelskih motorjev, ne, za katere vemo, še slovenska podjetja, avtomobilska industrija, Grozd proizvaja, ne vem, take dizelske te svečke, da je to že, recimo, celostno gledano, ti moraš gledati celostno. Resursi, izdelava, uporaba in potem tudi razgradnja in odlaganje oziroma predelava nekega vozila, veliko bolj čisto, kot pa recimo primerjalno vse globalno, celostno gledano za električno vozilo. In tu se mi zdi, da se zdaj spoznava pač nekaj zmot, seveda imaš tudi tiste, ki so, ne vem, patrioti pa tele, ki so izjemno kritični, a ne? Imaš na levi tudi tiste, ki so do komisije izjemno kritični, ker pač zdaj začenja bolj razumno pot iti
proti, bi rekel, tega zelenega prehoda, niso ga opustili, se niso opustili ideje o trajnosti in tako naprej. Če si dobro poslušal State of the Union, se mi zdi, da je Merklova bila deležna veliko kritik. Še sam sem malo rekel, premalo gleda Draghija oziroma premalo sledi Draghijevemu planu, pa še vedno hoče tem levim aktivistom zadostiti. Se mi zdi, da je zdaj šele Weber od EPP-ja jasno rekel, da tu je agenda EPP-ja, ki je zelo mila, desno, je bolj sredina, da je rekel, dajmo odstraniti ta ban motorjev z notranjim izgorevanjem, pejmo rajš v razvoj na način, da bodo ti motorji čisti, trajnostni in tako naprej. In tu je treba gledati, ker ne moreš ti kar aktivistično nekaj zapovedati, prepovedati, ob tem pa ne pomisliti, koliko ljudi ima delovna mesta v eni panogi, kaj imamo, česa nimamo. Mislim, se tu je COVID nas kar na realna tla postavil glede tega, kdo ima prednost kje. Recimo Amerika je po razmišljanju čisto drugačna kot mi. Mi vemo, da bojo potrebe po elektriki vedno večje, si želimo vsi udobje, polniti mobitele, imeti klime in tako naprej. In Nemčija pa šla v zapiranje jedrskih elektrarn, zdaj se zelo tolčejo po glavi. Američani pa izhajajo z tega, vemo, da bojo potrebe po energiji večje, dajmo gledati, kako bomo tem potrebam lahko zadostili, tako da ne bomo s tem ogrozili svojega razvoja. In jaz mislim, da je tu Evropa v preteklih desetletjih pod vplivom teh levih aktivizmov, ekoloških aktivizmov naredila napako. Ni iskala, kako bi obstoječe zadeve z ohranjanjem in z pametnimi, razumnimi prehodi naredila, ampak se je samo odločila pavšalno. Prenehamo uporabljati premog, prenehamo to, prenehamo ono. Na koncu pa kupuje zdaj Nemčija, ki je ugasnila jedrske elektrarne, pa kupuje elektriko od Poljske, ali pa ne vem, še kje druge, ki na veliko kurijo premog. A veš, pride do takih neskladij, ki so potem v neskladju z osnovnim ciljem biti bolj trajnosten, bolj ekološki in ohraniti okolje za prihodnje generacije. Mislim pa, da cilj imamo pa podobno. Tukaj ne smemo mešati hrušk pa jabolk. Nemških jedrskih elektrarn ni ugasnila Evropa, ugasnila jih je Merkel sama, po nesreči v Fukušimi. To je bila pač njena odločitev. Jaz se tudi ne strinjam z njo, mislim, ker je pač ekološko to katastrofa, kar danes počnejo, in gospodarsko so upešali zaradi tega, ampak ne smemo mešati hrušk in jabolk. Pač moramo razločiti, kaj dela Evropa, pa kaj dela Evropa. Do Evrope smo tudi kot člani Evropske unije soodgovorni. To bi jaz na prvo mesto postavil. Mislim, meni grejo slovenski politiki, ki rečejo, ja, Bruselj to hoče. Ti si sedel za mizo v Bruslju, ko ste se o tem odločali. Ne enkrat, verjetno ste se 3 leta o tem odločali. Pa ste pa to izglasovali. Bruselj se nič ne odloči sam. In tretje, strinjam pa se, tako med COVID-om, mislim, da smo videli 2 Evropi. Kako smo se lotili reševanja COVID-ne krize, po mojem zelo pametno, z načrtom za okrevanje in odpornost. In to je držalo države nad vodo, mislim, to še danes drži države nad vodo, ker še danes dobivamo denar iz tega sklada, ko delamo reforme. Na drugi strani, kako so se lotili zelenega prehoda z prepovedmi in regulacijami. Zdaj, če pridejo prepovedi in regulacije brez tega, da bi bil zraven še nek sklad, ki bo podprl pa investicijo v alternativo, potem se bo to išlo tu se strinjava, o tem pa je problem. Tu se pa strinjava. Tu se pa tudi strinjam s tabo, da nekdo reče, da Bruselj nekaj hoče, to je demagog in zavaja. To je samo nesposoben politik. Ti sediš v svetu, jaz sem celo predsedoval svetu ministrov in smo v tistem času izpogajali in sprejeli, kakoršnokoli ni idealna, je pa prvi korak in je bilo prebojno, recimo direktivo o primerni minimalni plači. Toliko o liberalcu, kjer smo pripeljali skupaj zelo, bi rekel, razvite skandinavske države, ki imajo, bi rekel, najvišjo možno stopnjo socialnega dialoga in urejanja te zadeve, z revnim jugom, z nestabilnim vzhodom in z razvajenim zahodom. Ob tem, da so na začetku Švedi pa Danci skupaj prišli do mene, še preden sem prevzel predsedovanje, pa
pa so mi rekli, mi bomo šli v blokirajočo manjšino, zato ker ne dovolimo, da nam kdorkoli karkoli v zvezi s tem predpisuje, pa so na koncu celo, oni imajo še bolj zapleteno, oni morajo v parlamentu dobiti vote, da lahko potem pristopijo, pa so prišli. Ali pa tudi, ne vem, pay gap, smo tudi naredili takrat. Tako da se da, to se pa strinjava. Nesposoben politik v Sloveniji bo rekel, Bruselj nam nekaj zapoveduje. Tu moramo izhajati iz naših potreb, pa iz tega, kaj mi hočemo, pa kak je naš politični program. Dobro, zaključil bi mogoče spet z enim malo bolj osebnim vprašanjem. In sicer me za vsakega od vaju zanima vaš najgloblji razlog za to, da sploh ste v politiki. In pa eno stvar, za katero bi si najbolj želela, da bi vam jo uspel v slovenski družbi ali pa politiki do konca življenja spremeniti, pa ni treba, da je realistična. A boš ti najprej? Lahko jaz. Mislim, jaz sem v politiko prišel kot generacija 2008 in kasneje, takrat sem namreč bil na faksu, ko se je izgledalo, kot da se nam je prihodnost podrla pred očmi. In to nas je v bistvu politično angažiralo, da je treba nekaj narediti, da rabimo politično alternativo. Takrat smo začeli in od takrat se vse to vrti. Zdaj, kaj bi rad v politiki naredil? Prva stvar, oziroma glavni cilj pač ostaja to, pač vzpostavljati skupnost, ker skupnosti v današnjem svetu manjka. Posameznik je prerastel skupnosti in veliko težav našega sveta pač izhaja iz tega, da smo izgubili to odgovornost do skupnega. Zdaj drugo, kar bi nam, ker smo, bi rekel, politično raznorodni, pač položil na srce, jaz mislim, da se hiša začne pri strehi popravljati, ne? In problem naše družbe, oziroma katalizirajo se v politiki, pa tudi izhajajo iz politike. In prej, ko smo se pogovarjali o populizmih, pa zakaj ljudje obupujejo nad skupnim pa nad državo, mislim, da smo tukaj veliko krivi politiki sami, zaradi načina, kako se je nivo politike spustil in nespoštljivosti, ki v bistvu tako vsak dan prihaja. Jaz se tega poskušam strogo izogibati in poskušam biti v vseh razpravah, tudi kadar sem oster in polemičen, na vse možne načine spoštljiv. In kot je Gandhi rekel, ne, pač bodi sprememba, ki jo hočeš videti v svetu, to je sprememba, ki bi jo rad videl v slovenski politiki, da bi se lahko spoštljivo in če se da tudi odkrito pogovarjali. Pol ne bo problem te skupnosti tudi na dober način voditi. V politiko sem si vedno sem občudoval politike. No. In potem se mi je zgodilo, da po nekem desetletju dela nekje v ozadju sem bil povabljen v to prvo vrsto. In lahko rečem, da še odkrivam namen ali pa svoje poslanstvo tu v politiki. Se mi pa izrisuje eno spoznanje, da sem tu, da pač opravim svojo dolžnost. Zelo sem bil v stiku s slovenskim človekom okrog po Sloveniji in sem videl, da smo, ne vem, a so to desetletja komunizma ali že pred drugo svetovno vojno, kakorkoli, ljudi smo nekako vzgojili v tiste, ki prosjačijo. To pomeni velikokrat, prosim, naredite nam to. Desetletja prosijo, lejte, čisto za banalno, za cesto, za krožišče, za kolesarko, za ureditev struge, za dom za starejše, za šolo, podružnično, za obnovo in tako naprej. Prosijo in potem se jih nekdo usmili, ne vem, po tolikih letih in desetletjih in potem se zelo zahvaljujejo. In tega sem bil veliko deležen, ker smo pač na nek način kar zagnali takrat investicijski ciklus v domove starejših in so se vsi zahvaljevali. Hvala, minister, hvala in tako naprej. In sem jaz prav začutil, sem rekel, jaz bi rad kot politik ljudem pomagal do spoznanja, da imajo tako dostojanstvo,
da jim to pripada, da jim nihče tega dostojanstva ne more vzeti in da naj ne prosjačijo, ampak da naj lepo, dostojanstveno od politikov do politikov bodo zahtevni in do sebe bodo zahtevni. In da se pol ni treba zahvaljevati, zato ker politik, če je tu, na nekem mestu, kjerkoli je, on je zdaj minister, jaz sem zdaj opozicijski poslanec, ampak na vsakem mestu, kjer si, moraš pravzaprav opraviti svojo dolžnost. Če bi šel v ortodoksno krščansko razlago, bi se glih nedeljskega evangelija primal. Nevreden služabnik sem, opravil sem svojo dolžnost. Ali pa ustanovitelj skavtstva ima na svojem nagrobniku v Keniji napisano: opravil sem svojo dolžnost in odšel domov. In to je moja glavna pa največja želja za moje delo v politiki. Gospod Luka Mesec in gospod Janez Cigler Kralj, res najlepša hvala za ta lep pogovor. Mislim, da smo našli kar nekaj skupnih točk, pa tudi nekaj razlik. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, da ste bili z nami. Berite še naprej Slovenski čas. Naslednja tema bo zdravstvo, tudi ta bo zanimiva in se vidimo v naslednji oddaji. Hvala. Hvala lepa.